Gali veselic na velikem gasilskem olimpijskem koncertu. Sreda 20. julij že od 18:30 in dolgo v noč. Stadion z dežele Celje. Modrijani, Čuki, Dejan Vunjak, Gadi, Kingston, Mladi Dolenci, Naveza, Nemir, Vikend, Firpci, Slovenski zvoki, Natalija Verboten, gasilec Sašo, pa še pihalni orkester Slovenske vojske in gasilski pevski zbori. Vstopnice Petrol in Eventim. To bo veliki gasilski olimpijski koncert. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Tako kot zadnje čase smo danes tudi spremenili lokacijo. Verjetno ste to opazili takoj v prvem trenutku, kajti časi so takšni, da smo ostali brez domovanja. Ampak tudi to bo enkrat urejeno in se bomo znova srečevali v našem studiu na Skoliprovi ulici 17. Kakorkoli, srečanje je danes namenjeno temu, da malo obelodanimo olimpijado, in sicer gasilsko, ki bo letos od 17. do 24. julija potekala v Celju. Verjamem, da ste že veliko slišali o tem in da ste slišali tudi to, da se na olimpijado uvršča tudi ekipa prostovoljnega gasilskega društva Podgorci. Vse skupaj terja dodatne obrazložitve, pojasnila in tudi pričakovanja želimo slišati danes. Tako da v naši družbi pozdravljam najprej Sandija Mundo, ki je torej predsednik prostovoljnega gasilskega društva Podgorci in predsednika Gasilske zveze Ormož magistra Dejana Jurkoviča. Dejan, lepo pozdravljeni, vi ste že bili kar nekajkrat naš gost, ne? Tako da dovolite, da danes najprej predstavimo Sandija. Sandi, kako dolgo pa ste vi že gasilec? Jaz sem gasilec že od 8. leta, torej malo več kot 21 let. Tekmovalno se ukvarjamo z gasilstvom tudi že od pionirjev, tako da že tudi velika, dolga doba gasilstva je za mano. Ja, seveda, ne, tudi vi ste torej v ekipi, ne, najbrž. Koliko vas je v ekipi, ki se torej odpravlja? Tudi sam sem v ekipi, ekipa šteje 10 članov ter 2 mentorja. Imamo eno rezervo, sama tekmovalna enota pa šteje 9 članov. Bi nam lahko obrazložili morda, kako je to vse skupaj potekalo, da ste torej, koliko ekip ste morali premagati, no, da vprašam takole? To je ciklus. Mi smo dobili sicer 2 vstopnice oziroma 2 možnosti za kvalifikacije, in sicer najprej smo se vrstili preko pokalnih tekmovanj, se pravi 4-letno obdobje na državnih ligah, kjer smo zasedli prvo mesto, in potem lansko leto na državnem tekmovanju v Celju, kjer smo dosegli drugo mesto in smo tako dobili 2 vstopnici za kvalifikacije na samo gasilsko olimpijado. In koga ste premagali v tistem zadnjem trenutku, ki je pomenilo torej, da greste naprej? Na samih kvalifikacijah smo premagali vse enote, ki so se uvrstili na kvalifikacije, saj smo dosegli prvo mesto, so pa to trenutno najboljše enote v Sloveniji. Koliko ekip pa iz Slovenije pravzaprav gre na olimpijado v Celje? Vse skupaj, koliko vem, gre 19 enot, od tega 5 enot iz naše kategorije članov A. Ste ponosni, gospod Dejan, na ekipo prostovoljnega gasilskega društva Podgorci? Verjamem, da je tudi za Gasilsko zvezo Ormož to velika čast. Ja, lep pozdrav. Seveda, sam osebno in vsi na Gasilski zvezi Ormož smo zelo ponosni, da imamo svojo ekipo. Nekako smo si to potihoma želeli ves ta čas. Tudi na prejšnjo olimpijado smo nekako računali, pa se takrat ni izšlo, tako da z vsem veseljem sedaj dajemo vso podporo naši ekipi, ki se bo udeležila letošnje olimpijade v Celju. Se je to prvič zgodilo, da je neka ekipa iz Gasilske zveze Ormož na olimpijadi? Ja, prvič v zgodovini gasilstva, sedaj so 17. gasilske olimpijske igre in do sedaj še nobeni kategoriji nismo iz Ormoške gasilske zveze imeli nobene ekipe na tej gasilski olimpijadi. No, to pomeni, da je, Sandi, dejansko to velik dosežek, ne? Kako gledajo na vas kot na zvezde v domačih Podgorcih? Res je, to je zgodovinski dosežek tako za društvo in menim, da tudi za občino Ormož in na vse zadnje tudi za Gasilsko zvezo Ormož, saj smo prva enota, ki smo se uvrstili, kot je že povedal sam predsednik,
Gasilske zveze Ormož. Seveda so vsi ponosni, vsi nam dajo podporo in tudi zagnanost dobivamo od vseh teh navijačev. Kaj pa spodbuda strani Gasilske zveze, no končno? Imamo tudi veliko spodbudo z Gasilske zveze Ormož, saj kot vemo organizira kar nekaj avtobusov za ogled same olimpijade in kot vsi tekmovalci vemo, je največja podpora tista na tribune, kjer ti domače društvo oziroma domača vas lahko pripravi nekaj največ navijačev, kar premorejo. Ste veliko trenirali? Kaj vas pravzaprav dela boljše torej, od drugih ekip znotraj Gasilske zveze Ormož? Treniramo že za olimpijado, smo začeli trenirati meseca oktobra intenzivno. Takrat smo začeli z kondicijskimi pripravami. V začetku leta pa smo začeli tudi z vajami sesalnega voda znotraj in ko se je vreme izboljšalo, smo začeli z vajami zunaj ter vaje za štafeto. Ja, to pomeni, da je kar bilo dela, ne? Koliko nam je znano, ste tudi posebnega trenerja nabavili v vašem društvu, ne? To vam je najbrž zveza omogočila. To je res, imamo tudi posebej trenerja za kondicijo Bojana Cunka tukaj iz Ormoža, ki nam tako psihično in psihofizično pripomore k naši pripravljenosti za samo olimpijado. No in kako recimo en takšen trening poteka? Najprej verjetno kakšne tudi kondicijske vaje, ne? Od začetka smo imeli kondicijske vaje v telovadnicah po uro pa pol, kjer nas je trener mučil dobesedno. Sedaj pa trening traja tam približno 2 ure do 2 ure pa pol, kjer izvedemo vaje in štafetni tek v polni opremi in to si lahko predstavljate, kako je v tej neznosni vročini. No, kakšne so vaše pričakovanja, vas bom seveda vprašala na koncu, sedaj pa v tem trenutku pa me najbolj zanima, če je kaj treme, strahu, recimo, kako se človek pred takšnim podvigom počuti pravzaprav? Seveda nekaj treme je, imam pa že 10-letne izkušnje iz velikih tekmovanj, tako velikega še sicer ne, pa upamo, da bomo uspešni tudi na sami olimpijadi. Dejan, vi ste tudi član organizacijskega odbora olimpijskih iger gasilskih. Kakšne so vaše naloge, recimo vaše konkretno? Ja, tako ste sama omenila, sem član organizacijskega odbora, ki organizira gasilsko olimpijado v Celju. Sam pokrivam področje promocije, promocijskega materiala, sodelovanja z mediji in pa spletno trgovino, akreditiranje in še kakšne take manjše naloge, ki jih pač izvajamo. Tako da smo v prvi fazi, bil sem povabljen v to ekipo marca v letošnjem letu. V prvi fazi smo najprej določili promocijski material, potem dobavitelje, potem je bilo treba vse izoblikovati, potem smo formirali spletno trgovino, spletno stran smo mogli vzpostaviti za olimpijado. Sedaj organiziramo oziroma se pripravljamo na otvoritveno slovesnost, mogoče kaj pozneje, podrobneje glede tega, potem vse te obvestilne table, ki se po Sloveniji, reklame po radijih, po televizijah in pa podobno. No, vsi tisti, ki smo toliko radovedni, da smo šli pogledat, kaj vse se bo pravzaprav v teh 7 dneh od 17. julija do 24. julija v Celju dogajalo. Kdo pa je pripravljal ta program? Zdaj olimpijado organiziramo skupaj z mestom, se pravi brez mestnega pridiha praktično takega dogodka ni možno organizirati, tako da ta gasilski del organizira Gasilska zveza Slovenije, za te obtekmovalne aktivnosti, ki se bodo dogajale v samem mestu Celje, pa to skupaj peljemo z mestno občino Celje, ki pa ima za to aktivnost Zavod Celeja, tako da z njimi to koordiniramo, usklajujemo in pripravljamo ta program. No, na tej vaši spletni strani sem prebrala, da bi se naj tega tekmovanja udeležilo 3000 tekmovalcev, torej gasilcev iz 23 držav. Drži to še vedno ta trenutek? Ja, v tem prijave so mimo, prijavljenih je 20 reprezentanc 20 držav, preko 2500 tekmovalcev.
Zdaj res je, da Rusiji in Belorusiji je bilo onemogočeno udeležiti se na samem tekmovanju. Recimo Japonci so odpovedali zaradi varnostnih vidikov, se pravi, glede na to, da je vojna v Rusiji in ko oni pogledajo to na globus, vidijo, da smo zelo blizu in ne vem, mogoče celo razmišljajo, da je pri nas vojna ali kaj podobnega, tako da so tudi Rusi odpovedali in še dve reprezentanti tudi z finančnih vidikov sta potem odpovedali svoj nastop, tako da v tem trenutku imamo 20 prijavljenih reprezentanc in pa tudi tukaj je skupščina CTIF-a, se pravi te mednarodne gasilske organizacije, kateri prav tako predseduje slovenski predsednik, ima svoj kongres in te tukaj pa so delegati iz 26 držav. No, to pomeni, da bo vseeno to velika promocija za Slovenijo, pa najbrž tudi za slovensko gasilstvo. Ja, prav gotovo. Ta dogodek je nekako med temi dogodki največji, kaj je možno, da se v gasilstvu zgodi. Gre za prvo tovrstno olimpijado v Sloveniji, se pravi člansko in mladinsko. Smo že leta 2011 imeli gasilsko mladinsko olimpijado v Kočevju. Zdaj pa je tukaj prvič ta skupna članska in mladinska. Zakaj? Kajti gasilska olimpijada celotna je na 2 leti, mladinska pa še vmes celotna gasilska olimpijada na 4 leta, vmes pa še imajo mladinci eno tako srečanje, eno tako olimpijado samo za mladinske ekipe in tista mladinska olimpijada je bila pri nas v Sloveniji 2011 v Kočevju. Tako da, ja, jaz sem tudi vesel, da je nekako se začelo o tej olimpijadi govoriti oziroma da bi Slovenija enkrat kandidirala tudi v Ormožu. Ne povem, da leta 2014, ko smo mi v Ormožu organizirali državno gasilsko tekmovanje, smo se začeli o tem pogovarjati in spodbujati te naše funkcionarje, ki so vključeni v zvezo CTIF in pa tudi v tekmovalni odbor pri CTIF-u in nekako smo res vsi skupaj potem spoznali, da pa glede na to, da ima Slovenija dobre ekipe, dosega dobre rezultate, pobira tudi medalje, da bi bilo prav, da bi tudi v Sloveniji enkrat organizirali to tekmovanje in dejansko se potem na podlagi tiste pobude, tistega takega sproščenega razgovora začelo razmišljati o tej olimpijadi in sedaj evo imamo jo. Čestitke seveda za vsa ta prizadevanja, se to kandidira torej za organizacijo, kako to pravzaprav prideš do tega, no? Ja, seveda, vsaka država kandidira in na tej skupščini, ki bo sedaj v Celju, se bodo odločili, kje bodo olimpijske igre čez naslednja 4 leta. Tako da ja, to delegati izmed vseh teh 26 držav potem sprejmejo odločitev in seveda to lahko se zaupa državam, ki so zaupanja vredni, ki imajo tudi dobre rezultate in to ima vse skupaj Slovenija in zato Slovenije ta olimpijada. Gospod Sandi, v kakšnih panogah se vse na olimpijadi tekmuje? Recimo, kako to poteka? Mi tekmujemo v tej tradicionalni CTI vaji, se pravi vaja z motorno brizgalno oziroma trodelni napad ter štafetnim tekom. Kot pa mi je znano, potekajo tudi ta mladinska tekmovanja in športna tekmovanja, kjer se izvaja ta tek z lestvami v nadstropje ter štafeta 4x100 metrov za športno tekmovalne gasilske discipline. Se pravi, 4 panoge so. Koliko panog je vam znano to, recimo? Panoge bi mogel prišteti. Lahko. Se pravi, recimo tako kot naša ekipa, člani A, članice A, člani B, članice B in pa industrijska gasilska društva tekmujejo v vaji z motorno brizgalno in pa v štafeti. 8 jih tekmuje, vse skupaj pa pretečejo 400 metrov. Se pravi, in potem skupni rezultat je tisti rezultat, ki šteje. Potem imamo mladinsko tekmovanje in pa potem so športne igre, kjer pa tudi več teh kategorij, kjer se potem skupni rezultat sešteje. Je pa res, da mi v Sloveniji zaenkrat še nimamo tekmovalnih enot, ki bi se ukvarjali z športnim tekmovanjem. Je pa to zelo zanimivo. Zdaj upam, da bo tudi kot posledica te olimpijade
se kdo navdušil, tudi bomo imeli opremo, rabimo posebej stolp, tako da računamo, da mogoče pa na naslednjih olimpijskih igrah tudi imamo ekipo v športnem tekmovanju v Sloveniji. Sedaj torej te gasilske panoge, ne? Na ta tekmovanja gre vaša ekipa. Aha. No in kaj tukaj šteje? Šteje čas ali kvaliteta tega upravljenega dela, hitrost? Čas izvedbe vaje, se pravi, najboljša vaja, najboljše, da brez kazenskih točk in najhitrejši štafetni tek. In od tega se potem od skupnega zneska 500 točk odšteje čas in štafetni tek. Potem zmaga ekipa, ki ima največje število točk. Kako sicer funkcionira vaše društvo, prostovoljno društvo Podgorci? Koliko članov je sedaj trenutno? Prostovoljno gasilsko društvo Podgorci šteje približno 120 članov, od tega je zdaj kar nekaj aktivnih, saj gradimo tudi novi gasilski dom. Sedaj smo malo v pauzi, saj ne zmoremo vseh tekmovanj, vaj in potem tudi gradnja gasilskega doma, saj imamo nekje 2 do 3 na teden trening in sedaj malo počiva gradnja, bomo pa začeli takoj po olimpijadi. No to pomeni, da vsi tisti, ki ste že sicer aktivni, ne, pri gradnji, še ste smo torej aktivni potem tudi v upravnem odboru in tudi pri sami gradnji gasilskega doma. No, pred kratkim smo bili zraven tudi na 51. srečanju gasilcev Gasilske zveze Ormož. Povedano je bilo, da je kar zadovoljiva številka podmladka, ne, 270 ste rekli, da je torej teh mladih gasilcev. Kako je z mladino v Podgorcih? Imamo tudi nekaj več kot 20 mladine, s katerimi se tudi zdaj v zdajšnjem času malo ukvarjamo. Obljubimo pa, da bomo začeli po olimpijadi aktivno sodelovati tudi z njimi. Seveda. Najbrž so tudi ti mali gasilčki, ne, Tudi ponosni ti so sedaj na zelo svoje ponosni zmagovanje. na nas in na celotno ekipo in na vse zadnje tudi na društvo. No, da se vrnemo torej še v Celje, kjer je najbrž v tem trenutku že vse nared, ne? Začelo bi se torej ne v nedeljo, s tem, da bo generalna otvoritev menda v torek, ne? Zdaj z temi promocijskimi aktivnostmi smo mi začeli že 100 dni pred samo olimpijado. Takrat 100 dni pred olimpijado smo po celi Sloveniji na vseh gasilskih zvezah izobesili gasilske olimpijske zastave. Med drugim smo tudi v Ormožu jo izobesili. Seveda v tem trenutku je v Celju organizacijsko vse pripravljeno, se pa seveda še postavljajo tribune in pa ostala oprema, se formirajo določeni objekti. Treba to vedeti, da vsi ti tekmovalci, ki pridejo, spijo po osnovnih šolah. Sistem je takšen, da je v vsakem razredu ena tekmovalna enota in je treba sedaj vse te učilnice, se pravi v Celju bodo razporejeni v 15 osnovnih šol in v teh razredih je treba najprej opremo v razredu umakniti in potem v te razrede namestiti te pomožne postelje, opremo, zunaj postaviti sanitarne kontejnerje, da tekmovalci, ki so oziroma ekipe, potem tam prenočijo. In to je standard, ki je vse posod takšen. Se pravi, to ni nič kaj izjema in je to to. Seveda, stadion se že pripravlja, se postavljajo tribune, se pripravlja, ne vem, za olimpijski ogenj, se že postavljajo tudi steber, mislim, da bo jutri, pojutri še nameščen. Dočim, kar se tiče v Celju, je treba vse te ljudi nahraniti. Tukaj bomo tudi gasilci to izvajali v sodelovanju s Slovensko vojsko, tako da kuhalo se bo v kuhinjah Slovenske vojske, s tem, da bodo tudi glede na število ljudi in glede na kapacitete v vojskah slovenski gasilci pomagali Slovenski vojski pri kuhanju, pri prevozu, pri delitvi, pri pospravljanju. Vsa redarska služba in pa vse ostalo, tako da na dan se potrebuje med 300 in 500 prostovoljcev, odvisno od dneva, kakšne aktivnosti so. Tako kot sta menila, v nedeljo 17. je prihod teh olimpijskih tekmovalnih enot, reprezentanc, kjer se akreditirajo, se potem namestijo.
Prve dni še so dnevi za treninge, kjer se jim omogoči, da trenirajo, imajo potem tudi veliko družbenih aktivnosti. V sredo pa je potem ta uradna otvoritev. Zdaj pred samo otvoritvijo ob 6:30 je predviden velik koncert s preko 200 nastopajočimi. Nastopali bodo Modrijani, Čuki, Kingston, Natalija Verboten, Gadi in še ostali znani slovenski izvajalci glasbe. In to bo trajalo uro pa pol, potem ob 8:00 natančno pa s predvidenim preletom helikopterja in pa letala Slovenske vojske se začne potem sama otvoritev in prihod vseh tekmovalnih reprezentanc na sam stadion. Otvoritev bo na stadionu z Dežele. Tam računamo, da bi bilo 12.000 obiskovalcev in tudi tukaj izkoriščam to priložnost in vabim vse tiste, ki si želijo ogledati ta koncert in pa otvoritev same olimpijade, ker bo res to spektakel, jih danes vabim. Vstopnina je 10 €, za gasilce pa je brezplačna in mi kot Gasilska zveza Ormož smo sprejeli odločitev kot upravni odbor, organiziramo, da pač vsi tisti gasilci, ki bodo zainteresirani, da se udeležijo te otvoritve, bomo organizirali prevoz, avtobus, tako da bodo lahko naši gasilci brezplačno vstopili, pa tudi mi bomo jih odpeljali, ker želimo pač biti del te zgodbe. In potem po sami otvoritvi pa je tudi še naprej zabava, tako da v četrtek pa se začne zares. Naša tekmovalna enota Podgorci tekmujejo v petek, so na sporedu. Tako da tudi v petek organiziramo avtobusni prevoz za vse tiste, ki bodo se želeli udeležiti tega tekmovanja, začutiti ta olimpijski duh. In potem v soboto se tekmovanje zaključi, se tudi zaključi olimpijada, s tem, da formalni zaključek je v nedeljo, kajti tekmovalne reprezentance odhajajo domov šele v nedeljo. Tako da, kot sem prej omenil, med 300 in 500 prostovoljcev se na dan potrebuje. Tudi tukaj bomo mi v Ormožu prispevali z svojimi ljudmi, približno 25 posameznikov, nas bo tistih, ki bomo se različno število dni udeležili pri sami izvedbi tekmovanja. Nekaj nas je takih, ki bomo že en dan pred tekmovanjem tam in bomo potem v nedeljo šli, pa bomo praktično tam 8 dni v Celju pomagali pri sami izvedbi te olimpijade. Gospod Sandi, vaša ekipa bo v Celju vseh 7 dni. Kako ali boste potovali, kako ste se organizirali? Predvideno je, oziroma to organizira samo Gasilska zveza Slovenije in bomo tam nastanjeni v šoli, kjer je slovenska reprezentanca. Zdaj točno ne vem, v kateri, smo pa 7 dni tam. Ja. To pomeni, nič se ne bo hodilo domov. Nič. Tudi časa ne bo, ne več. Tudi časa ne bo za odhod domov. No, glede na to, kakšne aktivnosti se vse pričakujejo. Se veselite, ne, najbrž, tudi vseh teh družabnih zadev? Vsekakor se veselimo, vse so to sanje vsakega gasilca, ki tekmovalno tekmuje in tudi naše sanje so se sedaj uresničile in končno gremo na to gasilsko olimpijado. Seveda pa je zanimivo tudi to, da, torej, kot ste že povedali, Dejan, okrog 10.000 ljudi bo verjetno v Celju, ne? Kje bodo spali ti vsi razen v šolah? Je toliko šol? Glejte, kar se tiče tekmovalcev, tekmovalci so nameščeni po šolah, kot sem menil, 15 šolah po Celju. Sodniki bodo po dijaških domovih, ostali gostje, delegati bodo po hotelih, potem pa vsi ostali, ki bodo prihajali tudi iz drugih držav, nekaj v Celje, se pravi vse kapacitete v Celju so praktično polne in ne samo v Celju, tudi v bližnji okolici Celja, odkoder bodo potem hodili na samo prireditev. Tudi na prireditvi bo ta prodaja teh promocijskih materialov, od majic, skodelic,
ne vem, USB ključkov, obeskov, našitkov in značk in pa podobno. In tudi tukaj bo naša bivša tajnica imela pomembno vlogo, kajti je tudi delegirana v to skupino, ki bo tam to prodala in bo vodila eno izmed teh trgovin na samem Celju. Prav tako imamo tudi sodnike elektronske, se pravi, na tem tekmovanju bo prvič izvajalo ocenjevanje ne samo na papirju, ampak tudi z računalnikom. In naš poveljnik in pa vodja sodnikov Janko Meško in pa Tonček Lisek sta tudi v tej ekipi, ker bosta kot sodnika na samem tekmovanju, tako da imamo pomembne naloge, ki sem prepričan, da bomo jih Kje pa so bile te gasilske olimpijske igre pred 4 leti? v Beljaku. Zadnje olimpijske igre so bile v Beljaku, predtem so bile v Franciji. Ja, Ste bili kaj zraven morda na katerih od teh? Vi kot torej bil sem kot gledalec, ne pa v nobenem vlogi, Funkciji. nobeni funkciji, nobeni ostali vlogi. Ja. Ja, torej dejali ste, da se bodo tudi naši torej Ormožani, ne, gasilci najbrž ne, prijavili kot prostovoljci za delo tam, verjetno na kakšnih štantih, ne, ali kaj se pravzaprav tam dela? Glejte, zdaj, Streže. Glejte, delo, ki ga treba tam opraviti, se pravi, treba je imeti redarje, ki bodo urejali promet, parkirišča, potem bo potrebno pri prehrani ogromno ljudi, potem je treba pri organizaciji namestiti vso opremo. Vsa tekmovanja se bodo izvajale na stadionu Kladivar v Celju in v istem dnevu se izvajajo različne kategorije in potem je treba eno opremo zamenjati z drugo opremo, kajti je pač druga tekmovalna disciplina zahteva drugo opremo. Je treba to narediti, potem je treba skrbeti za te kapacitete, za čistočo v končni fazi po Celju. Imeli bomo to promocijo, na 3 lokacijah bodo trgovina, kjer se bodo ti izdelki prodajali. Potem še gostinstvo prodaja, ne samo preskrba za tekmovalce. Tekmovalci se bodo preskrbovali oziroma prehranjevali na celjskem sejmišču. Potem je treba imeti akreditacijo recimo na infotočki, je treba imeti, akreditirati je treba vse te skupaj. Ne. Recimo vsak tekmovalec dobi darilo, ne. Darilo je nahrbtnik, v osnovi nahrbtnik, v nahrbtniku je pač neki promocijski material od nekih prospektov in pa podobno, ne smem vsega povedati, ker je Sandi tukaj, da bo tudi kako presenečenje, ampak za občutek teh nahrbtnikov je bilo oziroma je 7 palet, ko so stisnjeni, ko so prazni, ne. Se pravi, vse to je treba potem tem tekmovalcem, sodnikom in ostalim razdeliti, je treba predhodno pripraviti, napolniti z temi raznimi artikli, tako da ja, aktivnosti je res ogromno, v končni fazi poskrbeti za obveščanje preko Facebook medijev, ne vem. Bo kakšna televizijska hiša prenašala kakšna tekmovanja? Vsa tekmovanja bodo tudi preko YouTubea v živo prenašana, preko spleta, tako da vsak, ki ne bo pač prišel v Celje, bo imel možnost, da bo ta tekmovanja s komentatorji spremljal kjerkoli po svetu. Tako da, ja, ne vem, treba narediti recimo fototočke, ne, mogoče taka banalna stvar, pride ekipe pa se želijo nekje slikati, ne, treba dati neko ozadje, na katerem se vidi, kje so, kdaj so bili tam, ne, kaj se je dogajalo tam, ko se fotografirajo, tako da, ja, je ogromno nekih takih aktivnosti, ki jih mogoče kot neki obiskovalec ne bomo sploh opazili, da jih je potrebno izvajati, pa jih je potrebno izvajati, da je potem celotna zgodba skupaj. Sandi, kaj pa oblačila recimo? To boste tam v uniformah? Je Gasilska zveza poskrbela za kaj novega? Najprej je Gasilska zveza Slovenija že poskrbela za komplet trenirk in 3 majec ter obutve. Smo pa si tudi sami preko sponzorjev zagotovili trenirke, majice, kratke hlače in vse potrebno, kaj bomo potrebovali na sami olimpijadi, da bomo izgledali kot neka ekipa,
kot celota. Da boste lepi, ne? Da bomo lepi. Ja. No, koliko pa ste stari fantje, ki torej sodelujete v ekipi? Stari smo od 33 do 26 let. Mentorje pa sta nad 50. Ja, seveda, to mora to biti Izkušnje. človek z izkušnjami, ne? Da. Ja, fino. To pomeni, da ste res pripravljeni. Kako je pa s temi sponzorji? So ljudje sodelovali, so to domači ljudje, ki so sponzorirali ta oblačila? Sami smo se pridobili nekaj sponzorov, kjer so zagotovili denarna sredstva, mi pa smo potem preko firme Humel si naročili vsa ta oblačila. No, kakšen pa je vaš občutek, kako ljudje gledajo na gasilce v domačem kraju? Ste še vedno, oziroma vedno ste bili, ne, nekaj posebnega, oziroma vas imajo ljudje radi, ne? Ja, v domačem kraju gledajo na gasilce z nekim zelo pozitivnim občutkom. Zdaj tudi med gradnjo gasilskega doma nas vsi hvalijo, kako smo pridni, kako delamo, kako vedno delamo in v vseh nesrečah vidijo vso to nesebičnost, kjer se že ob same ene podrti drevi takoj odzovemo na pomoč in pomagamo vsem tem ljudem, ki potrebujejo našo pomoč. Kako dolgo pa ste vi dejan gasilec? Tudi od malih, Lani mladih čisto mladi, tam v študentskih letih sem Aha. vstopil v Vas je torej pritegnilo gasilske to vrste. Takrat so me humano dejanje? nagovorili, ja, da sem potem No, pa morda vi povejte malo z tega morda bolj psihološkega vidika, ne? Kaj je v teh ljudeh, v teh gasilcih, ki so stvarno ekstremno dobri ljudje, pridni, ne? Vedno skočijo na pomoč, sred noči jih lahko zbudiš, ne? Grejo, vse posod pri vseh teh nesrečah pomagajo. Zdaj, treba že izhajati iz zgodovine, ne, zakaj so sploh gasilci nastali oziroma kako so gasilci nastali. Gasilci so pač, se pravi, ogenj je bil pač neizbežno potreben, da človek živi, ne, moramo si kuhati, moramo se greti z ognjem in se zgodi potem tudi nesreča, da kdaj ta ogenj pobegne iz nadzora in potem nastane požar. In se je to tudi takrat dogajalo, da so požari nastajali in potem pač tisti ljudje, ki so bili pripravljeni iti pomagati tistemu, ki je bil na sreči, so šli pomagati, so pač z nekimi priročnimi orodji gasili in potem so zaznali neko potrebo, da pa bi bilo fajn, da bi se oni malo organizirali, da bi bolj vedeli, kaj kdo mora narediti, pa da bi imeli neko skupno opremo, s katero bi bili močnejši, uspešnejši, učinkovitejši proti samemu ognju, ne. In tako so začela potem nastajati gasilska društva, ne. Ne vem, zadnjič prej ste omenili, da smo imeli 51. dan gasilcev, pred 110 leti je na Vitanu nastalo društvo kot posledica požara, kjer sta umrla 2 osebi v požaru, ne. In zdaj rekli tako, zdaj pa tega dovolj, da bomo še mi imeli gasilce, da se to prepreči, ne. In takrat so že v tistem času so pač se tukaj srečevali ljudje, ki so pač čutili neko noto pomoči nekomu, ne, se pravi neko humanitarnost v sebi. In to se skozi vso to obdobje nadgrajevalo, oprema je vedno boljša, sistem je vedno bolj organiziran, ne, in danes dejansko se v gasilstvu zbirajo ljudje tisti, ki so pač pripravljeni iti nekomu pomagati, pa ne vprašajo na koncu, koliko to stane, ne. Se pravi, to je pač neka ta humanitarnost, ki nas združuje in to je neki skupni cilj in zato mislim, da smo tudi toliko vredni zaupanja med Slovenci, ker po teh raziskavah smo pač deležni enega največjih zaupanja, pa imamo največje zaupanje, ravno zaradi tega, ker imamo neki skupni cilj pomagati ljudem in ne delamo na tem, da bi se kregali pa delili, ampak hočemo se združiti in čim bolj iti v to smer pomoči nekomu drugemu, ne, imamo skupne cilje. No, zanimivo je tudi to, da na neki prireditvi, ne, se reče, bodo gasilci imeli pijačo prek, ne, ker seveda bo postrežba enkratna, da bo za vse poskrbljeno, tako da dejansko, ne, je v gasilstvu neka posebna moč. Ja, se pravi, tukaj se pač najdejo ljudje tisti, ki so pripravljeni nekaj narediti za družbo, pripravljeni nekomu pomagati, pripravljeni riskirati svoj čas, da nekomu pomagajo prostovoljno in to je pač neka tista vrednota, ki nas združuje in sam si želim, da bo to trajalo čim dlje
čeprav v tem razvoju, ko se vse skleda skozi neki denar, skozi neke dobrine, ko nekdo mora nekaj dobiti, če nekaj naredi, upam, da to v gasilstvu ne bo nikoli pretehtalo te humanitarnosti, ki je danes. Vi ste najbrž tudi Sandi v operativi, ne? Tudi sam sem v operativi in v našem društvu je preko 20 članov operativnega enote. Vsi so pripravljeni takoj pomagati in se na vsako klic odzovemo v največjem številu. No, kakšna je bila recimo zadnja večja intervencija vaša, recimo v Podgorcih, se spomnite? Zadnja intervencija je bila ob tistih poplavah, na zadnje, ko so bile, ko je poplavilo dejansko pol vasi in smo morali pomagati na večjih krajih naenkrat in zato tudi dobro, da imamo 2 vozili. No, dobro, ste dobro opremljeni, ste zadovoljni z opremo? Smo dobro opremljeni in v pomoč nam je tudi ta nova motorna brezgalna, ki smo dobili kot nagrado na tekmovalnem, na mednarodnem tekmovanju v Postojni. In to je tudi neko darilo za vso to požrtvovalnost in čas, ki ga člani vložimo tudi v tekmovalno dejavnost. No, kako pa država sicer gleda na vas, na te gasilske organizacije, prostovoljna gasilska društva, na zvezo? Ne bi rad zašel v neko politiko javno. Zdaj, posamezniki pri gasilcih še si vedno prizadevajo o urejanju statusa gasilca. Zdaj, tukaj je to zelo občutljivo področje, kajti sam sem prepričan, da gasilstvo bo imelo tako moč, kot ga ima danes, tako dolgo, dokler bo to prostovoljno in ko se bo zaenkrat tukaj začelo to z nekim denarjem preveč vrteti ali pa z nekimi prevečimi dobrinami, se bojim, da se to lahko ta sistem poruši na tak način glede prostovoljstva. Tako da zdaj v lanskem letu oziroma v začetku letošnjega leta je bil sprejet zakon o spremembi dohodnine, kjer je predvideno, da z letošnjim letom gasilci imamo povečano splošno davčno olajšavo za 1500 evrov. To pomeni, da gasilec operativec, ki hodi v službo, ob isti plači plača nekoliko manj davka državi, se pravi, mu več ostane in to je odvisno od plače, pa tam nekje od 300 do 500-600 evrov se giba na letnem nivoju pri posameznem gasilcu, s tem, da gasilec mora biti operativni član, mora izvajati operativne naloge in jih mora izvajati vsaj 10 let, to je pogoj. Zdaj, pred leti se spomnimo, tiste mobitel gasilcev, se pravi, Telekom Slovenije je dal kot neko boniteto gasilcem, da so imeli brezplačno članarino in v tistem času se je članstvo v gasilskih organizacijah zelo povečalo, kajti vsi so želeli biti gasilci, ker so imeli brezplačno naročnino za mobitel. Ampak na koncu se ti postavi vprašanje, ali je to res doseglo tisti namen, čemu je bilo v osnovi namenjeno. Zato je treba s temi bonitetami, s tem statusom gasilca delati, po mojem, počasi, premišljeno in pa z občutkom. Tako da se bo to izvajalo, drugače pa seveda, ko se kakšna intervencija kje zgodi, ko je kakšna nesreča, pa ko gasilci to rešimo, potem se seveda politiki povejo bistveno več, kot pa takrat, ko je neko obdobje brez intervencij. Tako da Dobro, pustimo to, malo smo zašli z glavne naše današnje teme. Predlagam, preden se poslovimo, da si ogledamo spot, ki je bil, Modrijani so napisali eno takšno pravo skladbico za gasilce, ki človeka kar vrže v luft, kot rečemo. Predlagam, da si to pogledamo, pa bomo potem zaključili.
ponosno dvignimo. Prapor zdaj ponosno dvignimo. Z roko v roki mi zmagujemo. Z roko v roki mi zmagujemo. Pogum, pogum, srce, srce, tovarištvo, brez vseh meja. Mi pa vedno smo pripravljeni na pomoč hitimo, če gori. Ko vsi drugi se umikajo, mi gasilci tisto smer gremo. Mi pa vedno smo pripravljeni, nam gasilstvo je prišlo v kri. Srca pa junaška bijejo, nam za Slovenijo. Vedno, vedno. Mi pa vedno smo pripravljeni, na pomoč hitimo, če gori. Ko vsi drugi se umikajo, mi gasilci tisto smer gremo. Mi pa vedno smo pripravljeni, nam gasilstvo je prišlo v kri. Srca pa junaška bijejo, nam za Slovenijo. Tako vesela skladbica, ne? Mislim, da dejansko je taka dovolj poskočna, ne? Kot ste gasilci poskočni. Točno taka je tudi skladba, kot predstavlja same gasilce. No, imate tudi v vaših vrstah tako brhka dekleta, gasilke. Ja, ne povem, no, da smo tudi ta pesem je bila narejena sedaj v sklopu na priprave na olimpijske igre in to je tudi ta naša delovna skupina bila zadolžena za to. Seveda tudi naši člani so v tem videospotu, kajti videospot se zadnjič snemal v Prepoljah in smo tudi iz naše gasilske zveze peljali člane in članice, ki so del te skupine, ki nastopajo v samem videospotu. Naši domači torej. Tudi. O, fino. Sandi, vi ste zraven? Mene ni bilo zraven, imam pa v društvu tudi taka brhka dekleta in od nekaterih ne članov sem slišal, ko so videli videospot, da če bi vedeli, da so taka brhka dekleta v društvu, bi se takoj včlanili v gasilsko društvo. Tako da upamo, da bomo s tem pridobili tudi članstvo v Sloveniji. No, še en čar torej gasilstva, razen tistih mobitel naročnin, kot ste povedali, Dejan. Dobro, za konec pa samo še Sandi, kakšna so pričakovanja? Petek, torej tisti petek bo vaš 22. bo vaš dan, torej kakšne so pričakovanja? Kot pričakovanja vsakega tekmovalca, ki se uvrsti na olimpijske igre in tudi vsakega športnika je, da osvojiš to olimpijsko medaljo. Tudi naše pričakovanja so to, da in si želimo, da osvojimo samo olimpijsko kolajno, ne glede na vrednost. Bomo pa potem videli, kakšno bo počutje in mi smo pripravljeni in tudi upamo na veliko navijačev v Celju. Pa vi, Dejan, kaj pravite na to? Ja, jaz ne bom tako, bom rekel, optimističen oziroma ne hočem izvajati takega pritiska, jaz bi si želel samo to, da tekmovalci vržejo vajo tako, kot jo vejo, da imajo tisti dan športno srečo, da se jim vse skupaj poklopi, da naredijo to brez neke zadržanosti, se pravi na polno, in če se jim vse skupaj poklopi, potem je tudi to izvedljivo oziroma dosegljivo, kaj govori Sandi. Se pravi, morajo biti sproščeni, neobremenjeni, iti na polno, tudi ne z nekimi previdnostmi, da se nekaj zgodi, ker dejansko na olimpijadi šteje samo medalja in je treba iti na polno. In če bo brez kazenskih točk, sem prepričan, da je to, kar Sandi govori, tudi to, kar je realno. Važno je sodelovati, ne? Radi rečemo.
rečete v športu. Tako, hvala lepa obema, dejansko bomo vsi držali pesti, poslovili se bomo seveda z vašim sloganom Na pomoč, ne? Ki je dejansko ne potrebujete, ne? Ker ste dovolj pripravljeni. Ne? Potrebujem pa nekaj športne sreče. Tako, sreče in seveda tudi navijačev, ne? Koliko se da. Verjetno se da osebno tudi priti, ne? S osebnim vozilom, neorganizirano. Glejte, tako sem prej omenil. Ja. Olimpijada je seveda odprta za vse obiskovalce, gasilce, negasilce, tudi otvoritveni koncert je odprt za gasilce, negasilce, tisti, ki so gasilci, pač imajo brezplačen vstop, tisti, ki niso gasilci, si lahko kupijo vstopnico za ta otvoritveni gasilski koncert, ki bo 20.7. na stadionu z Dežele na spletnem mestu Eventim oziroma na Petrolih vseh, tako da vstopnice še so, ni se za bati in ne samo vabljeni na otvoritveni koncert, ampak tudi potem katerikoli dan. Zdaj, mi bomo tam v petek, v največjem pričakovanju, je pa res za petek delovni dan, tako da tudi ostale dneve, popoldneve, vsi vljudno vabljeni, da se gasilske olimpijade udeležite oziroma da se udeležite enkrat vsaj olimpijskih iger. Tako. Pa naj bodo te gasilske v Sloveniji. Srečno torej obema, Sandi, predvsem pa vaši ekipi. Hvala lepa tudi vam. Srečno. Hvala lepa. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci. Sandi Munda iz ekipe, tekmovalne ekipe, ki se odpravlja na gasilsko olimpijado v Celje, in Dejan Jurkovič, predsednik Gasilske zveze Ormož, sta bila z nami. Mi se znova vidimo po dopustu. Naslednje 4 ponedeljke boste lahko gledali ponovitve najbolj interesantnih pogovorov, potem pa se bomo spet srečali z novim gostom. Vse dobro vam želimo, lepo, dolgo in vroče poletje in srečno torej. Kralji veselic na velikem gasilskem olimpijskem koncertu. Sreda 20. julij že od 18.30 in dolgo v noč. Stadion z Dežele Celje. Modrijani, Čuki, Dejan Vunjak, Gadi, Kingston, Mladi Dolenci, Naveza, Nemir, Vikend, Firpci, Slovenski zvoki, Natalija Verboten, gasilec Sašo, pa še pihalni orkester Slovenske vojske in gasilski pevski zbori. Vstopnice Petrol in Eventim. To bo veliki gasilski olimpijski koncert.